Dober dan in dobrodošli. Estetska medicina je vse bolj usmerjena v to, kako kakovostno deluje naša koža. Če smo nekoč govorili predvsem o polnilih in volumnih, danes v ospredje prihajajo regenerativni pristopi, biostimulatorji in tako imenovani biohacking kože. Spodbujanje procesov, s katerimi koža sama ohranja svojo čvrstost, elastičnost in kakovost. Ali lahko s takšnimi pristopi dejansko vplivamo na staranje? Z menoj je specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, dr. Boštjan Lah. Dober dan, dobrodošli. Živijo. Kako so se postopki pomlajevanja in estetike v zadnjih letih spremenili? Zdaj, v zadnjih letih, predvsem, ko se srečujemo s pacienti, ugotavljamo, da veliko ljudi želi izgledati, kar se da naravno. Zdaj, kaj to pomeni, je za vsakega, kako si to nekdo predstavlja, čisto različno, ampak nekako v vsem tem obdobju, ko se srečujem z estetsko medicino, opažam, da je predvsem ta spremenjen videz, ki ga opažajo. En tak izraz, ki ga pogosto srečujemo, je ta nabotoksiran izraz. Ne? Tega si ljudje več ne želijo. Ne? In nekako do nas prihajajo že mlajši, ne želijo po neki dramatični spremembi, predvsem pa, da tiste začetni znaki staranja, ki se začnejo dogajati, upočasnijo in v bistvu, da to staranje kože ali to obraza čim bolj zavrejo. In tega je čedalje več in predvsem vidimo tudi trende, ko v naših praksah nekoliko manj uporabljamo tista tipična hialuronska polnila, ki smo jih v zadnjih letih, in v bistvu na tapeto prihajajo ti biostimulatorji, ki sicer so z nami že dolg časa, nekako so bili v začetku indicirani za nekaj drugega, pa se je potem tekom praks izkazali, da so učinkoviti tudi v tem spektru. In z edukacijo, ki ljudje dobijo tudi predvsem po spletu ali pa z naše strani, se trendi zelo obračajo v to smer. Se pravi, ta nek svež videz nespremenjenega. Kaj pa so biostimulatorji? Zdaj, biostimulatorji so, to je en tak izraz, se pravi, posplošen. Se pravi, mi z biostimulatorji hočemo, ko govorimo o estetski medicini, predvsem v kožo in podkožje injicirati neko snov, s katero stimuliramo naše lastno telo, da začne proizvajati neko snov, največkrat tukaj govorimo o kolagenu in elastinu, in s tem izboljšati ta medcelični matriks. Ne. Na ta način poskušamo ti procese staranja v koži zavirati, kar se da, ne, in v bistvu vse procese, ki se bodo zagotovo zgodile, ne, nekako upočasniti. Ne. Teh biostimulatorjev imamo na trgu kar nekaj. Nekateri so na trgu že zelo dolg časa, nekaj takih trendi, ki se v prakse šele v zadnjih letih dajo, ne, in imajo tudi mogoče malo manj nekih študij za sabo, ampak se v nekaterih praksah že kar uporabljajo. Ne. Zdaj, predvsem je razlika ta, ne. Nočemo neke spremembe, ampak upočasniti to staranje, upočasniti ta premik kože navzdol, ki se zgodi pač pri vsakmu. Ne. Ampak, ko uporabite biostimulatorje, torej učinek ni takojšen, kot bi bil pri filerjih, botoksih, ampak nekako traja nekaj časa, da se pokaže ta osveženost obraza? Ja, ne, tle pri polnilih, to so tiste najbolj tipična zadeva, ki je znana praktično vsem, je efekt praktično takojšen. Ne? Se pravi, mi vbrizgamo neko snov, v primeru hialuronskih polnil je to hialuronska kislina, ki jo vbrizgamo na določene dele obraza, recimo, in tam spremenimo volumen tistega dela obraza. S tem spremenimo konturo obraza in posledično izgled. Praktično pacient oziroma pacientka takoj, ko izstopi iz naše ambulante, ko se pogleda v ogledalo, vidi spremembo. Odvisno pač seveda od koncentracije, količine vbrizganega polnila. Pri botoksu učinek ni čisto takojšen, je malo zapoznen v nekaj dneh, ampak spet relativno takojšen in ga vidimo in je praktično hitro nastane. Ne? Ko pa govorimo o biostimulatorjih, pa pač ta učinek ne more biti takojšen, ker je sam princip delovanja popolnoma drugačen. Ne? Biostimulatorji v bistvu spodbujajo naše telo, da v bistvu stori nekaj. Ne? In v bistvu, da se neko tkivo tvori in naloži v medcelični matriks, to traja.
ne, in sam ta volumska sprememba in sam izgled kože ter tudi sama kontura kože in eventualno tudi malo ta izboljšanje elastičnosti kože se ne zgodi čez noč, ampak čez mesece in sam efekt se nalaga v sledečih mesecih, ko je ta snov prisotna je v samem podkoži in koži. To vse skupaj se imenuje biohacking kože? Biohacking kože je meni malo, bom rekel, skoraj to izraz, zato ker tle not je en kup nepreverjenih metod, tudi ki jih ljudje zelo radi uporabljajo, tistih, ki niso čist v skladu z našimi medicinskimi študijami. Ampak ja, ne, načeloma biohacking je to, da v bistvu hočemo z nekimi podprtimi metodami upočasniti to staranje, ne, oziroma nekako vrniti biološke procese v koži na nivo pred nekaj leti. Ne. Se pravi, v bistvu vse skupaj zavreti v sklopu tega, bom rekel, mogoče bolj dostojnega staranja ali pa tako. Katere te metode, ki spadajo pod biohacking ali pa biostimulacije, so po vašem mnenju najbolj učinkovite? Zdaj, prve, ki so že dolgo časa z nami, ne, so tri, se pravi, poleg hialuronske kisline, ki jo uporabljamo kot z namenom polnjenja, obstaja tudi stabilizirana, koncentrirana hialuronska kislina z namenom predvsem hidriranja kože, ki tudi nekako naredi en tak stimulativen učinek na koži. Ta hialuronska kislina se na nekoliko drugačen način vbrizgava v kožo in podkožje, in sicer z namenom dobre hidracije kože. In posledično je koža lepša, bolj čvrsta, sijoča. Potem pa sledita polilaktična kislina in kalcijev hidroksiapatit. To sta prav tako snovi, ki sta na trgu že dolgo časa, vendar so se potem s časom v uporabi v primeru polilaktične kisline tudi off-label uporabi, v bistvu začele v estetiki uporabljati z namenom biostimulacije, ker se je učinek kasneje pokazal drugačen. In za tem tremi metodami je ena vrsta študij, dolgoletnih študij, ki kažejo na učinkovitost in varnost teh metod. Potem imamo pa še nekaj novodobnih, ki se v naših praksah pojavljajo, ali upravičeno ali ne, to bo še čas pokazal. Imamo, se pravi, polinukleotide, egzosome in peptide, ki pa zaenkrat, saj jaz še ne vidim čisto vseh plusov, pa tudi predvsem moti me to, da v bistvu za tem še ne stojijo neke dolgoročne randomizirane študije, ki bi bile res kazale na neko dobro učinkovitost, predvsem pa na varnost. No. Se pa v praksi uporabljajo. Verjamem pa tudi, da je v neki, bom rekel, v rokah nekoga, ki to več uporablja, lahko bolj učinkovito kot v mojih rokah, ki tega zaradi pomislekov, zaradi manjka nekih preiskav še ne želim implementirati v prakso. Tisto pa, kar uporabljate, kako pa to nanesete na obraz, je ravno tako z iglami kot pri botoksu ali pa Ja, v bistvu v primeru v podkožje? Tako, v primeru koncentrirane hialuronske kisline, v primeru kalcijevega hidroksiapatita ali polilaktične kisline se snov inicira v samo podkožje in na tak način vnese v kožo. To je pač tipičen vnos, ki ga storimo ponavadi s kanilo, in pač glede na snov, ki jo uporabimo, imamo različne metode vnosa oziroma različne lokacije, kjer je ta vnos najbolj smiseln in potreben. Ali so in kakšni so lahko neželeni učinki? Pri vsakem postopku Tako. so neželeni učinki. Tle, sploh ko govorimo ali pa ko slišimo, da neželenih učinkov ni, ker smo že vsi srečali, predvsem iz medijev, ne, to ne obstaja. Ne glede na to, kaj narediš pri medicinskih postopkih, mislim, da ni postopka, kjer kakšen nezaželen učinek ne bi bil. Zdaj, najbolj enostavni, pa taki, s katerimi so pacienti, bom rekel, že seznanjeni v štartu, preden se tega lotijo, ali pa tisti, ki že naše metode uporabljajo dalj časa in se jim zdijo samoumevni, so čisto enostavna podplutba, recimo, ali pa pač hematomček. Ne. To je nekaj, ki mogoče vsem tako čisto samoumevno. Pri polilaktični kislini se predvsem zaradi
nepravilne iniciranja oziroma mesta iniciranja, se pravi, to je predvsem na mestu zdravnika, lahko pojavljajo določeni granulomi v podkožju, ki jih je kar težko rešiti, sploh če jih potlej tipamo in znajo biti zelo moteči. Se pravi, to je zaplet, ki ga lahko povzroči predvsem nestrokovno iniciranje. In kakšen infekt, recimo, ne, na samem mestu iniciranja. To so taki zelo enostavni zapleti, bi rekel. Zdaj, tudi pri iniciranju kalcijevega hidroksiapatita predvsem bi lahko prišlo do vbrizgavanja snovi v žile, ne, se pravi v arterije, ki prekrvljujejo obraz, ker bi šlo lahko za grd zaplet. To je bil eden izmed zapletov, ki je bil znan iz medijev pred nekaj leti. In tudi v tem primeru se to lahko zgodi. Zdaj je predvsem ta strokoven del pomemben. Se pravi, biti v okolju, kjer je pač primerno za izvajanje teh postopkov in predvsem imeti nasproti sebe zdravnika, ki mu zaupate, pa vidite to strokovnost v njem. Ne. To je ta glaven del. Ne. Sej pri zapletih je tako. Ne. Zapleti se lahko zgodijo najbolj strokovnemu. Ne. To ni neki, kdor bo vam rekel, da pri njemu se pa zapleti ne zgodijo, se ali laže, ali pa teh stvari ne dela. Ne. Seveda, se je logično. Ja. Po mojem mnenju. Ampak, če imate nasproti nekoga, ki je za tem strokoven, zagotovo s svojim delom, pa z vsemi postopki, ki so pomembni, pripomore, da se kar se da minimalno ti zapleti lahko izrazijo. Že na začetku ste omenili, da se k takšnim postopkom zatekajo tudi mlajši. To pomeni, da si želijo ohraniti ta svoj svež, mladosten videz. Po drugi strani pa smo res v preteklosti videli zelo veliko primerov pretiravanja z estetskimi postopki. Torej se nekako s temi biostimulatorji vračate nekako nazaj do tiste točke, kjer ne bi bilo več tega pretiravanja. V bistvu je zelo različno. No. Tudi še zdaj vidimo primere. Ne. Tudi po moje sem prepričan, da vsi zdravniki, ki se ukvarjamo z estetsko medicino in kirurgijo, imamo tudi na svojem hrbtu kakšen slab primer, ki mogoče ga ne bi radi grih predstavili pred vsemi. Ne. Pa je to lahko bilo na željo pacienta ali na našo neizkušenost ali pa bom rekel nevednost. Ne. Ampak nasploh trendi se malo obračajo. No. To opažamo. Še vedno pride pacient ali pa pacientka, ki si želi neke dramatične spremembe s nekimi dramatičnimi spremembami. Zdaj, ali si ti nasproti tista oseba, ki boš to ponudil ali pa boš probal usmeriti v neko drugo pot. Zdaj, jaz do zdaj sem imel vedno občutek, da sem s svojimi pacienti ful zadovoljen. V bistvu imam občutek, da tisto, ki jim povem, pa ki jim razložim, da pade na plodna tla in da jih znam usmeriti v neko smer, ki je po mojem bolj prava za njih, ali pa da jih vsaj probam podučiti, da si izberejo tisto pravo pot. Seveda, če ne bo zadovoljen z mojo razlago, si bo poiskal lahko drugega ali pa najdel nekoga drugega, ki mu bo pač naredil to, kar si je zaželel. Je pa res, da s ponudbo biostimulatorjev in predvsem te biostimulacije kože lahko že mlajšim ponudimo ravno to. Se pravi, da upočasnimo ta celoten proces brez nekih dramatičnih sprememb in dejansko naredijo neko naložbo, ki se bo pokazala šele čez leta, ne, takrat, ko pač bi prišlo do vseh teh starostnih sprememb, pa bodo te manj izrazite. Ne. Ste imeli kdaj kakšen primer, kakšne pacienta, ki je si želel še in še postopkov? Ja. Kaj v takšnih primerih naredite? Kako ravnate? Izrazito se veliko to sprašujem. Ne. Zdaj, to je eno, vse zadnje si v naši položaju, jaz se imam vedno za zdravnika, ne. Nočem biti prodajalec, ne. Po drugi strani pa še zmeraj je stvar, ki je tržimo. Ne. Imel sem določene pacientke, kjer smo rešili over the top, ne, tudi, in mogoče še ne želim, da bi tudi jaz ta rezultat pokazal v tistem sklopu, ko si še malo mlajši, pa ko se srečuješ s tem področjem, pa poskušaš ugoditi vsakmu. Ne.
Zdaj se pa pač enostavno lahko tudi že rečeš, mogoče pa to več ni potrebno. Tudi znaš strokovno utemeljiti, zakaj to ni smiselno. Predvsem, zakaj bo to na dolgi rok mogoče škodovalo osebi. In tako, kot sem rekel že prej, srečo imam, da me večina mojih pacientov razume. Zdaj, ali je to moja sreča ali ne, tisti, ki se ne vrnejo, verjetno poiščejo nekje druge to pomoč, ne. Ampak moram biti do sebe fair, pa razlagal, da tako, da grem potlej tudi jaz domov spat, pa si rečem, mislim, da je to tisto najbolj prav, kar sem jim razložil in stojim za tem. No. Ja, gotovo. Ker včasih je človek kar presenečen, ko opazi kakšen tako spremenjen obraz, da v bistvu komaj prepoznaš človeka, ki je bil prej. Ja, saj, v bistvu te spremembe so, to je tisto, kar tudi ljudje straši v te estetske medicine, ker estetska medicina ali pa ne samo kirurgija, tudi ta, bomo rekli, ambulanten del, ki ga izvajamo, kirurgi, je pač bav ratala, predvsem zaradi teh slabih primerov, ki jih vidimo ali iz televizije ali iz ulic. Ja, ne. seveda. Potem pa vse skupaj dobi en tak slab prizvok. Ne. Tako, kot sem že prej govoril o tistem nabotoksiranem obrazu, ki nima nobenega smisla, ne, ampak ljudje niso podučeni v tem. Je pa res, da se to spreminja, predvsem pa je na nas, da mi percepcijo spremenimo, da mi podučimo pacienta, ki pride k nam na posvet, z enim dobrim pogovorom, kjer ga usmeriš tisto, kar potrebuje. Ne. Je pa res, da ponovadi ravno pri teh, kjer je že over the top, težko narediti neko spremembo. To, ja. Ne, tudi če ker tam, kjer že te postopke vrsto let uporablja in si te dramatične spremembe želi, pa zamenja zdravnika, pa mu da ta nek nov nasvet, ni nujno, da ga sprejme. Ne. Ampak na tebi je, da mu podaš korekten pa strokoven nasvet, zagotovo. Pa se vam zdi, rekli ste, da je lahko te novejše metode, ki so manj agresivne, rečva, ki se malo počasneje vidijo, lahko uporabljajo že mladi ljudje. A je tudi mogoče to pri botoksu pa drugih filerjih, da začneš prej, da se potem ne pojavi taka drastična sprememba, ne vem, pri 40-ih, 50-ih? Zdaj, jaz v bistvu zelo nerad uporabljam to preventivno estetsko medicino, neki izraz, ki ga zelo velikokrat hočejo nekako lansirati, ne, ven. Vendar res pa je, ne, da se da s temi subtilnimi ukrepi vse skupaj res zabremzati. Ne. In težko, jaz si zelo ne želim to ponujati puncam, fantom, ki so stari 20 let. Ne. Ni to namen tega. Ne. Ma pa smisel, predvsem biostimulatorjev, dejansko uporabiti v nekem obdobju med 30 in 55 letom, ko so ti biološki procesi v koži še prisotni. Mi jih samo spodbujamo. Ne. Ja. Ko teh procesov ni, to nima smisla. Ne. In zdaj, absolutno to ni potrebno pri nobeni 20-letnici. Noben 20-letnik tega ne potrebuje. Ne. Vendar, ko pa vstopimo v 30. oziroma že po 25. letu starosti se kolagen začne zmanjševati, sama koncentracija kolagena v koži se začne zmanjševati, takrat pa prvi že začnemo opažati starostne spremembe na koži, na obrazu, na koži obraza ali pa koži kjerkoli druge. Ne? In takrat je pravi čas dejansko za to. Stališča medicine, ne? Ampak prodajanje tega pa absolutno ne želim, da bi razmišljali že 20-letnice ali pa 20-letniki o takih zadevah. Ne? Takrat je koža še zelo zdrava. Takrat je na mestu predvsem zdrav življenjski slog, pa telesna vadba, pa dobra prehrana. Ko pa to ni več zadost, smo pa mi, da malo pomagamo. V bistvu starosti mi ne moramo ustaviti, ne, na koži, na obrazu. Lahko jo malo upočasnimo, malo omilimo. Ne? Nič ne obstaja, da bi človek lahko pojedel, da bi vrnil organizem nazaj. Ne, absolutno ne. Staranja ne moramo ustaviti. Ne. Genetike pač ne moramo spremeniti. Ne. S temi metodami lahko malo epigenetski status spremenimo, se pravi, predvsem poskušamo stimulirati te celice, fibroblaste v tem primeru, da začnejo izločati nov kolagen, ki tvori ekstracelularni matriks in s tem upočasnimo vse skupaj. Ne. Vse skupaj pa bo potekalo naprej. Pač, ne. To je res, to je samo podpora
tistim, ki moraš že s svojim življenjem, mi pomagamo samo na ta način. Ne. In ustaviti staranje ne gre. Ne. Tudi na Zemlji smo in gravitacija še zmeraj kožo dol vleče in pač ali bomo spali kot netopirji, pa je to. Ne. Ja, to je čisto res. Omenili ste pač, da za zdrav življenjski slog vemo, da je pač dobra prehrana, gibanje in tako. Kaj pa menite potem o prehranskih dodatkih, o kolagenu se zelo veliko govori zadnje desetletje? Pripomore kaj ali? Zagotovo, no. Saj se pravi zdrav življenjski slog, zdrava prehrana in tudi prehranski dodatki, vkolikor so te smiselni, ne? Se pravi, tukaj govorimo o dobri vitaminski podpori, o antioksidantih, o omega-3 maščobnih kislinah in tudi kolagenski pripravki. Seveda, to so patli gradniki, ne? Ki jih naše telo uporablja za to. Ne? In ko mi snovi v telo vbrizgamo, da stimulirajo fibroblaste, vse to pripomore k izgradnji dobrega novega kolagena. Ne? Se pravi, vse to pripomore. Zagotovo pa poleg vsega tega, kar so zdaj naštele, nujno striktno izogibanje kajenju, ne? To je ena izmed najslabših zadev, ki jih lahko povzročimo v svoji koži, pa seveda dobra zaščita pred sončnimi žarki. Ne? To je to velikokrat pozabljamo, ne? In v bistvu vse to, kar se te težave zaradi sonca, ki si jih povzročimo, ne? Vse to se nalaga. Ne? In vse to so potem dobimo obresti v poznih letih. Ne? Koža si vse zapomni. Definitivno, ja. Tako. Pa še takrat smo živeli v obdobju, ko se nismo toliko zaščitili, ko smo bila midva otroka, ker so bili drugačni standardi, ne, veljali. Jaz se še zdaj spomnim kremic s faktorjem 2, ne vem, to sploh ali še obstaja ali ne. To je zdaj popolnoma, jaz vem, da pri nas doma drugega kot 50 dni, ne. Seveda. V bistvu se večina nas maže s tistimi otroškimi ja, kremami, ki so najbolj učinkovite in imamo v bistvu vsi isto kremo, ne. Včasih pa pač tega ni bilo tako, ne, in se v bistvu ta poškodba zaradi sonca jo je težko potle reči. Res je. Nalaga se in se ne izkaže na starost dobro, sploh glede na to, da gre lahko tudi v kožnega raka. To so pa samo še minusi dodatki, ki so veliko slabši kot samo staranje, definitivno. Ne. Kam gre po vašem estetska medicina? Kaj se bo še zgodilo? Kakšni trendi prihajajo? Kaj nas bo še presenetilo? Zdaj, jaz sem kirurg, ne. Kirurgija ne bo izgubila svojega pomena, definitivno ne. Kirurgija je definitivno na prvem mestu in lahko naredim nekako največ. Ne. So pa predvsem ta trend biostimulacije bo šel zagotovo naprej. Ne. Metode, kot so polilaktična kislina, kalcijev hidroksiapatit, hialuronska kislina bodo z nami še dolg časa, sigurno se bodo izpopolnjevale, tehnike se bodo izpopolnjevale, ne. Bodo pa tudi te novodobne metode, ki prihajajo, zagotovo dobile študije, ki se bodo izkazale za dobre ali pa ne. Ne. Velikokrat v medicini je nekaj, ki se pol za nazaj smejemo, kaj smo to uporabljali, ne. Tudi tukaj se bo sigurno kakšna stvar najdla, ki bomo rekli, pa kaj smo mislili. Ne. Ampak zaenkrat sigurno trend tega bo. Zagotovo pa bo prihodnost, saj glede na celotno medicino, ki jo gledamo, ne, tudi v sklopu estetike napredovala, predvsem v sklopu individualiziranih zdravil, se pravi, glede na naš genom, samo to bo pa še. To je pa še oddaljeno, ampak zagotovo v to smer. Glede na estetike, pa kirurgija bo še zmeraj kraljica, po mojem, ker s tistem pa lahko tiste edine dramatične spremembe potlej popraviš, ko pač vse drugo zataji. Koliko pa je zdaj še, na primer, teh kirurških posegov, ki smo jih poznali včasih, kar se tiče estetike, v primerjavi z minimalno invazivnimi? V bistvu je tako, trendi so tudi v tem, ne, v bistvu to, da ljudje ne uporabljajo več toliko hialuronskih polnil, ne, recimo nekdo, ki pride na prvi posvet, recimo v 55 letih, kjer neke dramatične spremembe ne moreš več storiti s temi malo invazivnimi metodami, se tudi že zavedno odločijo za to, da pač mogoče ne investirajo nič v to, ne, ker so prepozni in pač se enostavno v svojih poznih letih odločijo za poseg.
recimo za dvig obraza. Ne? Določene področje tako in tako ne moramo niti targetirati dobro z vsemi biostimulativnimi učinki. Ne? In ko naenkrat se ta ptoza, kože na obrazu, povišene veke, obrvi zgodi, tega pač drugače kot z operativno terapijo ne moramo rešiti. Ampak nekateri si prav ne želijo zapravljati za te metode, ker si rečejo, zdaj sem prepozen, mogoče počakam še nekaj let in si v bistvu prvoščen raje kirurški poseg, ki pa bo naredil dramatično spremembo in uro prestavil dosti nazaj. Ne? To obdobje, kdaj se lotiti, predvsem teh biostimulativnih učinkov oziroma uporabe biostimulatorjev, je pomembno res, ne? Da v bistvu v tistem obdobju, ko je naša koža še sposobna na to snov, ki jo iniciramo, odzvati se s tistim pravim biološkim odzivom. Ne. Komu bi vi, na primer, svetovali, tako iz stališča strokovnega, seveda, kot strokovnjak, ko ste, kdo je tisti, ki naj pride na te biostimulacije? Kdo naj poskusi? Kdo so te ljudje? Pacient med 30 in 55 letom, ki opaža znake staranja, ki ima še relativno zdravo kožo, ki ni spremenjena zaradi sonca, ki je aktiven, ima zdrav življenjski slog, ki bo pripomogel v samem učinku, in ki si res ne želi nekih dramatičnih, hitrih učinkov, vendar hoče vse skupaj v bistvu zavreti, se nekako bolj elegantno postarati v svojih očeh. Tisti, ki hoče spremembo, ki bo pokazal nekomu drugemu, ni pravi kandidat za to. Ne? Se pravi, sam se moraš odločiti, kaj si želiš doseči s tem, in če želiš predvsem to zaviranje, staranje, si pravi človek za to. Vkolikor je tvoja koža že zelo spremenjena v smislu ali sončnih poškodb, stanjšana, predvsem, ko pride do že dramatične ptoze, ko je koža že res povešena, ko govorimo o obrazu, takemu pacientu, tudi če je mlajši od 55 let, teh postopkov nima smisla priporočati, ker tukaj pride upoštev samo še operativna terapija. Ne? Ja, razumem. Zanimivo je tudi, naprimer, kako je botoks z leti postal, ga je Svetovna zdravstvena organizacija dala kot zdravilo za zdravljenje migren, kako se je pokazal še en učinek botoksa zraven, ali pa naprimer zdaj, ko smo tik pred poletjem, kako uspešno vpliva na manjše potenje. Tudi to prihajajo pacienti k vam, vedo za to? Ja, absolutno. Zdaj, veliko zdravil ali pa veliko postopkov se kasneje izkaže, da so mogoče bili lahko v štartu celo napaka za tisto, kar smo mislili, da jih uporabljamo, ampak v bistvu sama uporaba teh postopkov pa tle pokaže, da so lahko učinkoviti. Botulin toksin je v estetski medicini nepogrešljivo zdravilo. Tudi pacienti, ki pridejo na estetski, čist iz estetske indikacije k nam z namenom zmanjšanja gubic ali pa za brisanje gubic na čelo, znajo povedati, imam pa manj glavobolov sedaj, in v bistvu, ali pa da se tudi ne potijo, in zato je ta stranski učinek samo še plus. Predvsem pa, kar se tiče potenja, so tukaj zelo pogosto moški, ker jih moti, predvsem ti, ki so veliko v srajcah in pač seveda, če se gre zelo veliko potež, je to malo zoprno v sklopu. Ja, gotovo, sploh če pa obstaja nekaj takšnega, kar saj za nekaj mesecev, Absolutno. Potem zavre. Sploh v teh najbolj vročih mesecih je to zelo dober pripomoček. Ali imate tudi vi profesionalno deformacijo, ko sedite komu nasproti, ga opazujete, si rečete, tamle bi lahko nekaj, pa... Mislim, da ne, ampak se pa ne vedno, se pa kdaj vprašam, predvsem me ne ravno v tem, da bi iskal napake, ampak ko vidim nek zanimiv obraz ali pa neko zanimivo mimiko, kako bi mogoče recimo kakšno spuščene obrvi popravil z botoksom ali pa tak način, to si pa delam kdaj plan v glavi, to pa ja. Vas kdaj tudi prijatelji na družinskih srečanjih sprašujejo, kaj bi pa meni naredil? Moji prijatelji ne, ki me že poznajo, kako mi gre to na živce. Drugače pa vedno, ja. Ko je pač nekdo, ki me dobro ne pozna, je to prva tema. Zdaj, jaz pač poskušam dati neki osnoven nasvet. Vedno, to mi sploh ni problem, ampak prijatelji pa ne,
oni povejo, koliko mi gre na živce. Ja, zelo dobro to poznamo. Ja, v bistvu me sprašujejo to izključno zato, da mi gre na živce. Ja. Pravi prijatelj. Ja, tako kot je. Ja. Vse dobro vam želim, vam in vašim pacientom, in seveda vam želim eno lepo poletje, varno pred soncem. Najlepša hvala, tudi vam. Veseljem. Morda največji premik današnje estetske medicine ni več iskanje hitrih popravkov, ampak razumevanje, da je kakovost kože dolgoročen proces, na katerega vplivajo genetika, življenjski slog in tudi sodobni regenerativni pristopi. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje. Epizodo podcasta omogoča estetska klinika Artiva, kjer za vsakim rezultatom stoji premišljen, individualen in strokoven pristop. Tu smo zato, da vam pomagamo do podobe, ki si jo želite.